V okviru projekta se je 9 učiteljev udeležilo mobilnosti po Evropi. Učitelji so na teh izmenjavah pridobivali nova znanja, spretnosti, kompetence, kako delati drugače, boljše z otroki s posebnimi potrebami. Projekt je imel zelo velik vpliv na profesionalni in osebnostni razvoj učiteljev. Zelo pomembno je, da učitelji ves čas se izobražujejo, delajo na sebi osebnostno in tudi strokovno. Projekti Erasmus Plusa so še posebej dragoceni zato, ker širijo obzorja, ker prinašajo ravno tisto, česar morda v slovenskem prostoru manjka. Tiste širine, razgledanosti, odprtosti, ki je nujna potrebna za delo dobrega učitelja. Mi smo tukaj zaradi otrok in vsekakor je ta izkušnja prinesla največ našim otrokom. V projektu Okrepimo kompetence 21. stoletja sta sodelovali 2 šoli, naša šola kot koordinacijska šola in partnerska šola iz Hrvaške, Prva osnovna šola Varaždin. Učitelji so nadgradili svoje kompetence na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije, vpeljevali v pouk, v kurikul osnovne šole, hkrati pa smo veseli, ker se vzpostavlja učeča skupnost. To pomeni, da napaka ni prepovedana, ampak v bistvu smo se napake učili in uporabili tista orodja, ki delujejo v praksi, in na koncu je nastalo eno dobro delo. Vemo, da otroci uporabljajo tehnologijo, mi smo pa želeli skozi ta njihov kanal pripeljati znanje. Najboljše se nam pa zdi, da smo to znanje delili tudi širše. To pomeni naše Obsotelje Kozjansko, kjer smo poslali nekaj narejenih tiskanih priročnikov. Tudi delili smo elektronski obliki, kjer smo želeli, da to znanje pride do vsakega slovenskega in hrvaškega učitelja. Zdaj, sam projekt je bil usmerjen praktično na 2 področji. Eno je v učitelje s poudarkom na lastni odgovornosti za svoj profesionalni razvoj. Drugo pa v relaciji do učencev, kjer smo želeli skupaj z učitelji razviti različne pristope, ki spodbujajo učence k večji kreativnosti, k ustvarjalnosti, predvsem pa to, kar je pokazala tudi evalvacija projekta, k večji motivaciji za učenje. Učitelji so bili nad temi pristopi pri pouku navdušeni. Ni lepšega, kot videti svoje učence angažirane, motivirane, ko zazvoni zvonec in želijo pravzaprav ostati pri tvojem pouku. V projektu si pravzaprav ne predstavljamo poti nazaj. To so pristopi, za katere bi lahko rekli, da sedaj živijo ne le na teh šolah, ki so bile vključene, ampak tudi na številnih drugih šolah.